Torej, lepo pozdravljena, da začnemo uradno tole našo delavnico. Prva delavnica v sklopu 20 delavnic, ki jih bomo naredili v sklopu projekta Terra, ki ga izvajamo. Ime oziroma naslov delavnice je medgeneracijsko sožitje. Mogoče ste si nekateri prebrali vsebino, mogoče ne. Tako da zdaj si ustvarite eno sliko, kaj bi tu predstavljalo, pa pol, ko bomo šli en tak prvi krog uvodni, da bomo tudi midve z gospo Jelko, ki smo danes z vami. Pa imamo eno sliko, ampak to ne dela. Se ne vidijo. No, bomo šli tam predstaviti. Torej, današnjo delavnico bova nekako vodili oziroma bova poskušali vas usmerjati tekom nje jaz Urša in Jaz Jelka. Tako. Saj smo se zmenili prej, da se tikamo, ampak če mi tu kdaj ne rata, ne biti Jelka jezni name. No, evo. Zakaj bo pira, pa bo... Tako da ja, lahko da še en slajd naprej, Anja, ki si ravno v akciji. Kakšen je sploh današnji namen delavnice? Današnji namen delavnice je torej spodbuditi razmišljanje o nekakšnem pomenu pravočasne predaje kmetije, pa se pogovoriti, se pravi, o pomenu naslednika in vseh kompromisih, ki jih potrebno, se pravi, sprejeti ob tem, ko se predaja kmetije nekomu naprej in ki so potrebni, se pravi, za neko složno sobivanje na kmetiji, pa mogoče ne samo na kmetiji, tudi v vsakem gospodinjstvu, kjer biva več generacij. Se pravi, zelo pomembno je, da govorimo o sami enakosti pa enakopravnosti naslednika. To je mogoče ena izmed stvari, ki jih želimo tudi izpostavljati, se pravi, moški in ženska. Pomembno je, da govorimo o pomembnosti medsebojne komunikacije in samega tega odkritega odnosa, ki ga imamo med posamezniki. Zavedati se moramo torej pomena vsake generacije, ki biva skupaj, in pa zavedati se moramo pomena o teh nekih tihih oziroma skritih, prikritih kazalnikov, ki so pa lahko tudi kazalnik nekih duševnih stisk, kakršnih koli skrbi, ki jih imamo prav gotovo vsi vsak dan. Tako da danes se bomo poskušali o nekih teh stvareh pa še o mnogih drugih pogovoriti. Kako pa kaj, pa poveva v nadaljevanju. Za začetek pa mislim, da je prav, da vi veste, kdo sva midve, zdaj pa bi midve še verjetno zvedle, kdo ste vi. Ja, da se mogoče mečkem predstavite, poveste, mogoče stavek ali pa dva, kaj pričakujete od tele današnje delavnice ali pa pač karkoli se vam zdi zdaj na tole en stavek mogoče, pa bi začele mogoče kar zadnje vrste, Andreja. Ok, super. Najlepša hvala. Jaz mislim, da imamo en kup enih različnih ozadij, kar bo super za potem nadaljnje delo, se pravi delo v skupinah, pa za izmenjavo mnenj, pa za pač pisanje neke skupne smernice oziroma za oblikovanje nekega priporočila, ker smo zdaj slišali res različne zgodbe, različno ozadja, kar je tudi tista pestrost, pa zakaj je tudi pomembno, torej, da govorimo o medgeneracijskem sožitju oziroma o vseh teh tematikah, ker vidimo, da ima vsak svojo predstavo, vsak svoje različne skrbi, vsak svoje različna bremena, mogoče vsak ima neke dobre izkušnje, pa neke slabe izkušnje, pa je mogoče fajn, da o njih govorimo, pa bodo mogoče prišle, ne vidim imena, pardon, tamle potem te stvari, ki jih bomo danes izpostavili prav, pa bo znala mamica doma povedati, kako predati kmetijo, naprimer, ali pa karkoli drugega. Tako da jaz verjamem, da bomo tudi v nadaljevanju veliko zanimivih stvari še slišali oziroma boste slišali, pa boste predebatirali. Zdaj pa preskočili smo, da boste vedeli, kaj počnemo. Ja, kako bo sestavljena današnja delavnica oziroma današnji večer. Čisto na začetku smo imeli z Jelko, torej pozdrav pa uvod. Zdaj smo se vsi predstavili, sledi pa zdaj vsebinski uvod pa ogled dveh strokovnih videov, torej da dobimo nekako tako strokovno ozadje vsega tega, o čemer se bomo v nadaljevanju pogovarjali. Potem sledi delo v skupinah,
Po delu v skupinah pa sledi predstavitev vašega dela v skupinah, pa skupna debata in na koncu imamo še evalvacijo in zaključek. Torej, plan je, da končamo do 21. ure, torej do 9. zvečer. A sem rekla narobe? 8. 20, ja, 21, narobe, pardon, do 8 ne bomo bili toliko časa. Prehiter bo minilo. To, če bi bilo do 9. zvečer, mislim, da se potem na koncu ne bi noben branil zares. Tako da, zdaj, da ne bomo predolgi, pa da ne bomo preveč vlačevali, vas kar povabim, da si ogledate video. Videa bosta predvajana tukaj le gor. Zato bomo še zatemnili zavese, da se bo bolj videlo. Imamo pa 2 videa. Pa si pogledamo najprej prvega, pa vam o drugem potem, ko govorim, ker imamo par tehničnih težav, pa bomo tu vmes preklapljali. Osnova medgeneracijskega sožitja so odnosi. Ti pa so odvisni od več dejavnikov. V prvi vrsti od vzgoje, od vzorcev vedenja, ki smo jih podedovali od naših staršev. Ko smo mi kot otroci gledali naše starše, kako se vedejo do samih sebe in do drugih, kako znajo v kritičnih trenutkih poskrbeti zase in za druge, kakšne so reakcije v težkih trenutkih, odzivih na strah, veselje, žalost, jezo in ljubezen. Vsa ta vedenja smo opazovali in se iz njih učili. Tukaj ni pomembno, ali menimo, da so reagirali prav ali narobe. Ta zapis našega dojemanja, ko smo jih opazovali, ostaja v naši podzavesti. Ko se sami znajdemo v končljivih situacijah in reagiramo instinktivno, črpamo iz tega spomina. Tako kot smo mi podedovali vzorce vedenja od naših staršev, tako tudi naši otroci gledajo nas, kako reagiramo in se vedemo v določenih situacijah. Razen, če se nismo zavestno odločili, da svoje reakcije in vedenje spremenimo. Za spremembo le-teh je potrebna trdna odločitev in pravilen pristop, da je ta sprememba mogoča. Vsaka pozitivna sprememba na sebi pa pozitivno vpliva tudi na naše otroke. Tako kot bomo mi znali poskrbeti zase, tako bodo tudi otroci znali poskrbeti zase. Ker otroci se učijo z vzgledom, kot smo se mi od naših staršev. Odnosi pa so odvisni tudi od tega, kako vešči smo v komunikaciji. Ta je največkrat odvisna od tega, kakšen odnos imamo do samega sebe in kako dobro se poznamo. Tukaj zraven je pomembno tudi, kako dobro prepoznamo svoja čustva in občutke in jih znamo izraziti in kontrolirati na zdrav način, ki ne škodujejo nam in okolici. Vse to se da tudi naučiti, če nismo dobili dobre podlage z vzgojo in zgledom naših staršev. Na kmetiji je težje vzpostaviti neko medgeneracijsko sožitje, ker imamo odnose z našimi najbližjimi. Če ostajamo v svoji primarni družini, so se odnosi gradili že od našega rojstva dalje. Če pa smo prišli na kmetijo, je odnose potrebno na novo definirati, saj vsak prihod druge osebe na kmetijo zamaje že ustaljeno družinsko dinamiko. Od nas je odvisno, kakšne odnose bomo imeli, saj se moramo zavedati, da v vsaki situaciji in odnosu imamo izbiro. Izberemo, na kakšen način bomo komunicirali z določeno osebo, ali pa tudi dopuščamo ali pa ne dopuščamo določenega vedenja druge osebe. Seveda je potreba v vsakem odnosu postaviti meje in se jih držati, na drugi strani pa spoštovati in upoštevati meje drugih. Morda še beseda ali dve o nasilju v družini. Kadar je prisotno nasilje v družini, je naša primarna vloga, da zaščitimo sebe in če smo starš, seveda tudi otroke. V primeru, da pa se zavemo, da mi izvajamo nasilje, je pomembno, da si poiščemo pomoč, kjer lahko pogledamo, kaj je vzrok, da izvajamo nasilje in najdemo načine, kako to spremeniti.
Težave med generacijami se velikokrat stopnjujejo ob prenosu kmetije, ker je to zelo stresen dogodek, ne glede na to, ali vse poteka gladko ali ne. Ob tem dogodku se vzbudi cela paleta strahov in dvomov, ki jih je pametno pogledati od bliže, in če je treba razrešiti, najbolje seveda še preden pride do predaje ali prevzema kmetije. Na koncu ponavadi pridemo do zaključka, da so naši odnosi v življenju odvisni od odnosa do samega sebe. Če znamo poskrbeti zase, potem bomo znali tudi za druge. Če bomo razumevajoči do sebe, bomo tudi do drugih, in če bomo spoštljivi do sebe, bomo lahko do drugih. Poznamo primere, da je nekdo prijazen, vedno pripravljen pomagati, ustrežljiv in tako naprej. Vendar opazimo, da ne zna skrbeti zase. Taka ustrežljivost ne izhaja iz ljubezni do bližnjega, ampak iz strahu. Morda kaj bodo rekli drugi, ali pa morda preventivno, da se jim ne bo zgodilo kaj, ali da ne bodo deležni določene reakcije drugega, ki jih uspe prizadeti. Živeti polno in kvalitetno življenje pomeni, da delamo stvari iz ljubezni in ne iz strahu. Tudi kmet, ki kmetuje iz ljubezni do poklica in zemlje, ima drugačen pristop kot nekdo, ki kmetuje iz strahu, da bo moral nekaj spremeniti ali predrugačiti, nekaj preoblikovati ali celo opustiti kmetovanje. Neutemeljeni strahovi, ki so lahko stalnica v našem življenju, so zelo razdiralni za medgeneracijsko sožitje. Poznamo ljudi, ki jih je celo življenje strah, da bo njihova kmetija propadla, kljub temu po 200 letih še vedno deluje, in to z vsako generacijo bolj. Odločitev za spremembo je na vsakem posamezniku in mora biti prostovoljna. Kmetje imajo na voljo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije brezplačno psihosocialno podporo, ki jo financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014 do 2020, kjer lahko s področja odnosov, nasilja, odvisnosti, stisk in drugih težav v duševnem zdravju pogledamo globje, odkrijemo vzroke, zakaj so naši odnosi disfunkcionalni, in poskušamo najti pot, da vzpostavimo bolj harmoničen odnos. Odnosi so lahko v našem življenju nekaj najlepšega, kar doživljamo, lahko pa nam tudi zelo zagrenijo življenje. Vse vsebine, ki smo jih slišali že v prvem videu, bodo predstavljene tudi v drugem videu oziroma malo bolj podrobno. Z temi vsebinami smo se srečali na zvezi že v preteklem letu, ko smo v bistvu izvajali projekt Nemoč podeželja, v sklopu katerega oziroma kot posledica katerega se je potem tudi vzpostavila psihosocialna pomoč na Kmetijsko-gozdarski zbornici. In kot smo že slišali v videu oziroma kot smo že velikokrat sami na začetku izpostavili, so v medgeneracijskem sožitju zelo pomembni odnosi. Predvsem na kmetijah pa je pomembno zavedati se, v kakšnem sistemu živimo oziroma kako so ti odnosi sestavljeni. Tako da si bomo zdaj pogledali primere življenja na kmetiji oziroma sistemov, ki so jih pripravili v Avstriji oziroma na avstrijski zbornici in smo jih v bistvu v preteklem letu že zelo uspešno predstavljali vsem ostalim v sklopu našega projekta. V sklopu tega projekta pa vam jih ponovno predstavljamo oziroma želimo približati še večjim ljudem, pa jaz verjamem, da se boste najdeli v eni izmed zgodb, ki bodo zdaj naprej predstavljene. Tako da zdaj pa lahko prisluhnemo. Evo. V Avstriji nekako te izzive oziroma te probleme naslavljajo preko sistemov odnosov na kmetiji znotraj družine. Zdaj te sisteme bomo na kratko predstavili. Mi bomo predstavili samo 5, jih je še več, ampak zaradi časovnega obsega se bomo mi res fokusirali na 5 sistemov. Želimo pa, da se nekako poglobite v to globoko filozofijo, pa hkrati enostavnost, ki se bo vam zdaj odkrivala skozi te preproste figure družinskih članov, zdaj tu na PowerPointu. Lahko rečemo, da neke povprečne družinske kmetije.
da se mogoče malo zamislite nad dogajanjem znotraj vaše družine, in razmislite, če kaj od naštetega slučajno velja za vas in kako z nekimi preprostimi triki izboljšati odnose znotraj družine. Preden pa si pobliže pogledamo teh 5 sistemov, ki so nam jih predstavili v Avstriji, pa se bomo seznanili še s parimi dejstvi. In sicer, družinska kmetija je nek primarni sistem, ki pa se mora zavedati jasne potrebe opredelitve 2 ločenih procesov znotraj tega primarnega sistema. Torej, govorim o procesu družine, torej družinsko življenje in pa proces razdelitve dela, torej ta delovni proces na kmetiji. Zdaj, ločevati ta 2 procesa je včasih zelo težko, sploh ker so to isti ljudje, pa druge naloge. In ravno zaradi težavnosti ločevanja teh 2 procesov je še toliko bolj ključna pravilna in pa redna komunikacija. To ne gre naprej. Res bo šla naprej. Potrebno pa se tudi zavedati, da se faze življenja spreminjajo. Torej, če ste vi, oziroma smo danes v vlogi prevzemnika kmetije, smo lahko kar hitreje čez nekaj 10 let v vlogi prenosnika. Vmesne faze pa se dotikajo družinskega življenja, poroke, rojstva otrok, prihoda snahe, zeta. No, in skozi vse te faze življenja se bomo sprehodili in si pogledali, kako se lahko, oziroma kako lahko ta sistem primarne družine se še preko tega dodatno skrha ali pa v bistvu ukrepi. Če se navežem kar na to, da pride v ta sistem snaha, ta snaha nikoli ne bo del primarnega sistema, kajti ti se ne moreš priključiti nekemu sistemu, katerega se nisi rodil, in tega se pač potrebno zavedati, pa to dejstvo sprejeti. Kot pa je Doris omenila, se pa še dodatno odnosi znotraj sistemov zapletajo s predajo kmetije, ki pa je najbolj zapleten proces v življenju ljudi na kmetiji. Zdaj upam, da se to ne sliši preveč zapleteno, pa bi kar šli zdaj še bolj podrobno si pogledati to zapletenost teh procesov. Tu na sliki zdaj že vidimo ta osnovni sistem, torej družino. Kaj je tu najpomembnejše in česa se moramo v osnovi zavedati, da je pač pri družini najpomembnejša komunikacija. In pri komunikaciji je pomembno, da smo pozorni na to, da vsi morebitni konflikti, ki nastanejo, oziroma vsa morebitna neskladja sistemov, da se to med seboj ne sme mešati. Torej, če imamo mi zdaj neko težavo na nivoju zakonskega para, se le ta težava more reševati znotraj zakonskega para. Torej, žena problemov s partnerjem ne sme reševati, na primer, s hčerko, ker bi to v bistvu pomenilo, da hčerka posluša slabe stvari o edinem očetu, ki ga ima. Zdaj, to ni prav in to se ne sme dogajati. Starša torej nikoli ne bi smela grdo govoriti pred svojimi otroci in otrok se tudi nikoli ne bi smelo mešati v zakonske probleme in pa obratno. Torej, težave z otroci se rešujejo s tistim staršem, kjer je prišlo do težave. Naprimer, če imamo mi problem med očetom in sinom, komunikacija za rešitev problema mora steči med sinom in očetom, ne s posredovanjem matere, kar pa se pogosto zgodi. Imamo namreč ogromno kmetij, kjer se oče ni nikoli zares naučil pogovarjati z otroci, s sinom. Kajti tu so vedno nekako prevzele ključno vlogo žene oziroma matere, ki so bile tisti mediator in so imele posledično boljši stik na obeh straneh. In pride do tega, kar je že Doris lepo izpostavila, da se napake ponavljajo iz generacijo v generacijo, ker se nikoli nič ni rešilo in to je lahko ključno za slabšo kvaliteto življenja. Še večji problem pa to predstavlja dejstvo, da trenutno živimo v času, ko vsaka generacija potrebuje nekje 5 do 7 let več, da se osamosvoji in odraste. Starši pa spadajo v tisto generacijo, ki se boji za ljubezen svojih otrok. In to dvoje povezanih dejstev še otežuje osamosvojitev. Če pa zdaj k tem dejstvom še prištejemo vprašanje izplačila otrok, torej tistih, ki ne bodo prevzeli kmetije, pa se vprašanje prenosa oziroma prevzema kmetije še bolj oddaljuje in predstavlja vse večji problem. Ok, toliko zdaj za ta osnovni sistem družine, družinskega življenja. Zdaj, kot smo rekli, pa poznamo še drug proces na družinski kmetiji, to je pa delovni proces. Zdaj tu že vidimo, nimamo več hčerk na zaslonu, te so se odselile z družinske kmetije, so si ustvarile vsaka svoj sistem in na kmetiji sta sedaj ostala mož in žena in pa sin.
Torej, ta sin bo v prihodnje prevzel kmetijo. Ključno je, da se zdaj ob tej novo nastali situaciji starši in pa sin dogovorijo, kdo je v tej situaciji šef. Kdo je torej tisti, ki vodi kmetijo in je odgovoren za razdelitev odgovornosti, torej za razdelitev dela znotraj družine. Res je ključno, da se te vloge definirajo in da se tudi vsi člani pogovorijo o pričakovanjih drug od drugega. Pametno je definirati tudi, koliko ur se bo delalo in kaj se bo dobilo v zameno. In da se te ure tudi ovrednotijo. Torej praktično vse, kar zaobjema neka normalna pogodba o delu. In če govorimo o delu, o pogodbi o delu in o delovnem procesu, vsak delovni proces potrebuje tudi nek sestanek, nek skupen koledar. Kdaj je do na voljo, kdaj so obvezni termini, zakaj? Zaradi res jasne sprotne komunikacije, razdelitve te dela in pričakovanj od članov družine. In kar je tu še zelo pomembno je, da se jasno opredeli tudi vrednost dela, ki ga sin trenutno opravlja na kmetiji. Kajti za to delo bo on nekoč prevzel kmetijo. Torej, njegovo delo mora biti ovrednoteno napram dela sester in bratov, namesto izplačila. In če delamo to na tak način, bo v bistvu ta prenos, prevzem kmetije postal vrednost, neka vrednota in ne prisilno dejanje otrok, kar pa se pogosto dogaja v teh časih. Zdaj, ko govorimo o tej razdelitvi dela, mislim, da smo si mogoče lahko složni, da ta sistem razdelitve dela manjka na večini družinskih kmetij. Torej, ni govora o delu in predvsem o količini dela. In tak imajo otroci vedno nek občutek, da naredijo premalo, starejši jih ne želijo preveč obremeniti, v strahu pred odhodom sina s kmetije zavedno. Posledica tega pa je, da sta obe strani nezadovoljni in živita pod stresom. Potem pa pride ta preobremenjenost, ko ljudje izgubijo občutek, kaj je možno storiti v 24 urah, kaj je prav in kje so te meje zmožnosti ljudi. Zdaj, starejši še vedno nekako živijo v prepričanju, da so vredni toliko, kolikor delajo. Mlajši pa se to mogoče razlagamo že malo drugače. Torej, ker delam, si zaslužim tudi počitek, si zaslužim dopust. Zdaj, to ni vedno čisto razumljeno in lahko pride do hudih nesoglasij. Zdaj, ko smo se v Avstriji pogovarjali o tem delovnem procesu na kmetiji, so nam dali tudi eno tako zelo pomembno priporočilo, ki naj bi konkretno doprineslo k izboljšanju odnosov in posledično tudi kvaliteti življenja na kmetiji. Avstrijci namreč priporočajo, da vsak, ki bo nekoč prevzel kmetijo, se mora minimalno za leto dni odseliti s kmetije, daleč proč od staršev. Zdaj, zakaj? Kaj naj bi to doprineslo? S tem, ko se prekinejo vezi, torej v sistemu starši otroci, se zgodi nekaj ključnega, kar naj bi vodilo kvaliteto življenja. To ne bi bilo dokazano s strani raziskav. In kajti ta odselitev daje mlademu videnju širše slike in zdaj, ko bo on prišel nazaj na kmetijo, bo delal stvari drugače. Ker se bo mogoče zavedal, da je kje še mogoče težje ali pa bo ugotovil, kako z nekimi novimi pristopi tehnološko oziroma časovno izboljšati delovni proces na kmetiji. Je pa tu še eno dejstvo, in sicer, da tisti mladi, ki se nikoli zares ne ločijo od staršev, lahko imajo velikokrat za posledico tudi oteženo pridobitev partnerja, kar pa je tudi kar pogost problem na mnogokateri kmetiji danes. Mislim, da smo zdaj delovni proces kar dobro predebatirali, pa bi šli naprej. Na tisti čas, ko pa zdaj ta naš sin pripelje punco na kmetijo. Zdaj, mislim, se lahko strinjamo, ta čas je za vse družine zelo razburljiv. Za kmetije, družinske kmetije, pa je to še posebej pomemben dogodek. Punca in sin začneta nekako tvoriti svoj sistem in začne se zdaj proces razumevanja novega in starega sistema. In tu že pogosto pride do nerazumevanja, kajti mogoče je punca vajena drugačnega sistema od doma. Kajti danes smo že slišali, torej sistem, katerega se nisi rodil, ni to tvoj primarni sistem. In nikoli ne boš del tega primarnega sistema, ampak si vedno nekak, ne bomo rekel vsiljivec, ampak neka nova oseba. In problem lahko nastane, oziroma neka nevarnost, če se potem, ko prideš v ta novi sistem, začneš postavljati pod vprašaj ta primarni sistem. Začneš se spraševati, kdo dela stvari prav, kdo narobe. Ker si nekako vaja nekega drugega življenja od doma.
In tu je res pomembno, da se zavedamo, da nič ni narobe, samo drugače. In da nihče res nima pravice obsojati pa vrednotiti sistema, katerega del ni. Kajti obsojati sistem, v katerega se nisi rodil, ni prav in nedopustno si je jemati pravico do tega. Torej, moramo nekako opazovati, poskušati razumeti, čim manj komentirati in obsojati, tolerirati, ne rabimo pa vsega sprejeti. To je nekako edina pravilna pot, da se ta dva sistema združita in sta sposobna delovati pod okriljem večjega sistema, ki mu pravimo družinska kmetija. Tak z vidika družine kot z vidika delovnega procesa. Zdaj se zavedamo, da razumevanje pa izvedba tega je zelo težak pa zahteven proces, še posebej na družinskih kmetijah. Zato je res izjemno pomemben ta notranji korak, ko spoznamo, da ste na družinskih kmetijah, sploh ker je v delovni in družinski proces vključenih več generacij, torej da imamo dva sistema, ne enega, in da nihče ni dolžen vsem ustreči. Kar je pa tu ključno, in česa se moramo res zavedati, da obrekovanje enega sistema drugemu ni dopustno. Torej neke konstantne opaske snahe čez partnerjevega očeta. S tem, ko snaha žali partnerjevega očeta, hkrati žali njega, svojega partnerja. Zakaj? Če namreč žalimo primarno družino partnerja, žalimo vključno partnerja, ker on je del tega sistema, torej vzgojen je bil v tem sistemu. Sigurno oziroma zagotovo je prevzel neke vrednote, neke vzorce od njih. In enako velja, če starši žalijo sinovo punco. To pomeni, da žalijo sina in njegovo presojo o primernosti izbora partnerke. Zdaj, kot rečeno, to zavedanje v zdajšnjih časih še težje, ker generacije ne spustijo svojih otrok iz rok. In pogoste so situacije, ko, torej v našem primeru sin, ko se lahko znajde v trikotniku s starši in punco. To je psihično zelo naporno za to osebo in je potrebno probleme čim prej nasloviti in jih rešiti. In v reševanju pa da se resnično zavedamo, da je vsak odgovoren za svoj sistem in naj vsak gradi na svojem sistemu ter ga izboljšuje. Toliko o prihodu novega člana na družinsko kmetijo. Ko pa pridemo zdaj na tej kmetiji do točke, ko se oblikujeta dva sistema, torej ko že vemo, da imamo dve ločeni družini, in pridemo do tega, da ta nov sistem dobi otroke, je tu samo pomembno, da otroci res, ko jih vzgajamo, da nikoli niso neko pogajalsko orožje med starejšo generacijo in med mlajšo generacijo. Torej, da ne bomo jih izkoriščali kot orožje za reševanje naših problemov v smislu, ne vem, grožen babici, da ne bo videla vnukov, če ne bo po vaše. Kajti s tem dajemo nekak zgled otrokom, oni se morajo počutiti varno in tudi zelo lepo je bilo v bistvu včeraj na delavnici mladih kmetov izpostavljeno, da prvih 5 let v bistvu dajemo zgled otrokom, potem pa gledamo film naprej, kaj smo posneli. Teda je res zelo pomembno, da že samo vzgojo otrok res jim damo tiste prave vrednote. Pa gremo že k najkompleksnejšemu in najbolj stresnemu sistemu na vsaki kmetiji, torej obdobje prenosa oziroma prevzema kmetije. V večini primerov se o prenosu ne govori, dokler do njega ne pride, kar je še večji stres, ker nihče ni zares psihično pripravljen. Odpre se vrsta nekih vprašanj, časa je malo, da bi se vprašanjem zares posvetili. Ponovno torej pride do neke slabe komunikacije, previsokih pričakovanj, posledično stresa in se vrtimo v nekem začaranem krogu. In ker se ponovno nismo pogovarjali, se bodo te napake prenesle na novo generacijo in problem se nikoli zares ne bo rešil. Zdaj, zakaj je ta prenos oziroma prevzem kmetije tako zelo emocionalen, boleč ali pa vesel dogodek? Torej, zakaj? Starejša generacija v bistvu nekako identificira svoje življenje s kmetijo in pogosto se zgodi, da imajo občutek, da bodo čez noč ostali brez nekega bistva življenja. Prisoten je strah pred izgubo neke socialne varnosti, obetajo se spremembe. Ne ve se točno, kakšno smer bo ubrala mlajša generacija, bodo starejši še slišani, se bo dalo delati skupaj. Mladi pa se sprašujejo, če bodo lahko zares vodili kmetijo in bo prepuščena odgovornost sprejemanja sprememb ali pa bo še vedno treba prositi za dovoljenje.
Potem pa je tu še prisoten tisti največji strah. In tu so nas vprašali v Avstriji, kaj mi mislimo, da je tisti največji strah za prenosnika kmetije. Pa jaz zdaj vas isto vprašam. Dajte malo razmisliti, kaj bi lahko bil tisti največji strah, ko ti predaš kmetijo mlajši generaciji. V Avstriji so nam dejali, da je to v bistvu pravična razdelitev dote med vse otroke. Predvsem tam, kjer je otrok bistveno več, kmetija pa je samo ena. In tako kot je kmetija samo ena, je tudi rešitev tega problema samo ena. In to je priznanje in sprejem dejstva, da nikoli in nikdar ne bomo mogli biti pravični. Torej, eden izmed otrok bo dobil več kot ostali. In to je dejstvo, to je treba sprejeti in o tem odkrito govoriti. Poleg tega je tu še vidik, da bodo starši veliko več pomagali temu otroku, ki je doma, in bodo tudi na te otroke bolj pazili. Tudi to je treba sprejeti. Zdaj, na drugi strani pa prevzemnik prevzame odgovornost za skrb za prenosnike, torej za starše, ko le ti ne bodo mogli več skrbeti zase. In prepogosto se zgodi, da to breme oziroma odgovornost pade na snaho oziroma ženski del prevzemnikov. In tudi to je neka tabu tema, ki jo je potrebno mogoče razbiti, se o njej odkrito pogovarjati, da ni vedno za to zadolžena ženska. Kajti, mogoče se boste ženske tu z mano zdaj strinjale, da imamo to napako, da si res pripisujemo zmožnost doseči vse, ni pa vedno temu tako. Skrb za starejše je zelo naporna in ni potrebe, da vedno sprejmemo vse. Kajti tudi skrb za starejše je sistem znotraj družine, v katerem se je potrebno pogovoriti in najti najbolj optimalno rešitev. Ok, zdaj recimo, da smo kmetijo predali in kmetuje zdaj nova, mlajša generacija. Kaj se pa je dejansko ob tem prenosu kmetije na prevzemnika spremenilo? Zdaj, če gledamo z vidika družinskega življenja, v bistvu nič. Še vedno ostajajo na kmetiji isti ljudje. Spremenilo pa se je veliko v smislu delovnega sistema. Torej, zamenjala sta se šef in delavec. Sin je torej sedaj tisti, ki vodi kmetijo. Torej, on je kot šef odgovoren za celotno kmetijo. On je odgovoren za vse spremembe, za razvoj, za napredek, tudi za napake. In prav je, da se mu da prostor, da se dokaže, da se razvije in da se mogoče v kakšni napaki tudi nauči. Tudi sin kot šef pa mogoče še vedno lahko kdaj vpraša za kak nasvet, ampak se odloči potem še vedno nekako po svoji lastni presoji. Nista se pa zdaj zamenjala šef pa delavec, kajti ta, ki je bil prej šef, zdaj ni več samo delavec, ampak je upokojenec. Torej, on se je uradno upokojil. Vendar, in če je vse po sreči, bo imel normalno penzion, pokojnino, vendar bo on še vedno delal na kmetiji. Kajti, če si celo življenje bil nekak vajen dela, verjetno potem ne bo nihče samo gledal zraven, kako se dela, in tudi ne bodo želeli reči ne dela. Kar pa privede do tega, da se mladi počutijo krive, ker starši delajo, oni pa jim nič ne dajo v zameno. In starejši velikokrat jasno izrazijo, da nič ne želijo. Zato spet lahko izhajamo iz delovnega razmerja, da se v bistvu ob predaji kmetije v pogodbi ne omenja pomoči na kmetiji. Torej, opredeli se prebivališče, skrb, ne definira pa se pomoči staršev, ki v bistvu v predaji kmetije dobijo staž upokojenca in je njihova dobra volja, da še vedno delajo in pomagajo na kmetiji. Zato tu ne sme prihajati do opazk, da mlajša generacija v zameno za pomoč staršev na kmetiji poskrbi za njihovo hrano in dom. Kajti skrb za starše, še enkrat, je dolžnost opredeljena v pogodbi, delo staršev, torej upokojencev, pa je njihova dobra volja, ki mora biti dodatno nagrajena. Zato ni nič narobe, če kdaj rečemo kakšno besedo zahvale več, jih pošljemo da na kakšen dopust ali pa kakšna druga nagrada. Evo, odlično. Hvala za vašo potrpežljivost. Pol ure vsebine in enih informacij. Zdaj pa sledi delo po skupinah. Malo bomo preuredili ta prostor, pa malo bomo še izkoristili prostor nad nami. Tako da, Jelka, kar daj ti, povej, kaj morajo narediti. Tako. Ja, razdelili se bomo po skupinah, tako lepo po 4, bomo 5
odvisno, koliko bomo 3 skupine, ena skupina bo šla gor, tako ko imate nalepke 1, 2, 3. Ne? In vas že čakajo na miz stvari, ki bojo, tele bomo pa še tukaj le mize dali, da boste še. Zdaj, kdo želi iti gor? Ja, bomo kar me povedali. Gor greš, ne vem, številka 1, torej imate svoje imena in na svojih imenih oziroma listkih imate zapisane vaše številke, oziroma če ste si jih zapomnili na začetku, ko smo vam jih dodelili. Tako da to vam je v pomoč zdaj, da veste, v katero skupino pašete. Tako da zdaj vas povabim, da bomo šli po skupinah, še preden pa greste po skupinah, pa da boste vedeli, kaj vas čaka na mizah. Na mizah vas čakajo manjši papiri s trditvami. Jaz sem jih označila zdaj številkami 1, 2, 3. Torej, zdaj spet vam bodo prišle prav vaše številke, tako da bom prosila prvo skupino, da za delo v skupini uporabi trditev številko 1, drugo skupino trditev številko 2 in tretjo skupino številko 3. Zakaj? Da vam bo lažje pri izhajanju oziroma pri odgovarjanju na vprašanja, ki pa so vam na voljo na takih le pripravljenih listih. Torej, preberete si trditev, ugotovite, kaj je problem in se pogovarjate o tematiki, kakorkoli. Zakaj so zapisane trditve? Predvsem zato, da imate en okvir oziroma en začetek, ki izhajate. Vsekakor pa ni narobe, če se dotaknete tudi drugačnih tematik. Torej, iz tega verjetno lahko sklepate, da so posamezne trditve oziroma primeri, ki jih boste obravnavali nekoliko različni med sabo. Torej, imajo različna izhodišča, ampak verjamem, da bomo na koncu ugotovili, da so pa mogoče tudi izzivi oziroma da so problemi oziroma tisti začetki pa povsod zelo podobni oziroma enaki. Tako da vas vabim, da vse stvari, ki jih obdelujete v nadaljnjih 40 minutah, pišete na liste, ki so vam dodeljeni. Dobili boste 5 vprašanj oziroma 5 listov. Na 5 listih so vprašanja, na katere odgovarjate. Jaz vam predlagam, da greste sistematično od začetka, se pravi, prvo vprašanje imate, kje je težava oziroma izziv, potem zakaj je prišlo do takšne situacije oziroma do takšne težave, do izziva. Tretje vprašanje je, kako lahko sam posameznik oziroma vsak udeleženec v vašem primeru vpliva na posamezni primer. In pa četrto vprašanje, kaj je potrebno spremeniti v družbi oziroma na kakšen način v našem okolju, kakšne so tiste potrebne spremembe, ki bi pomagale, da bi torej udeleženci v tem primeru oziroma tudi na splošno lažje prišli do nekih končnih rešitev. In ta 4 vprašanja, oziroma 5, da nas mi štetje in ure ne grejo, so v bistvu vam v pomoč pri pisanju ključne smernice oziroma ukrepa na koncu. Torej, jaz vam predlagam, da prvih 20 minut debatirate torej o vprašanjih, potem pa želimo od vas dobiti torej konkretne primere oziroma smernice, ki jih lahko uporabimo torej za izboljševanje oziroma za naslavljanje medgeneracijskega sožitja. Povabljeni ste, če vam uspe, če vam ne uspe, nič narobe, bomo skupaj potem predebatirali pa poskusili ustvariti primeren zaključek oziroma primerno smernico, vendar je to nek povzetek vseh stvari, ki ste jih ugotovili, torej kakšnih izzivov, posledic, kakšna so pomembna dejanja posameznika in kakšna bi mogla biti spremembe v družbi, v okolju, ki jo se pravi vnesete v enega ali pa 2 stavka in je v bistvu neka taka smernica. Lahko je čisto konkretna sprememba, ki jo predlagate, da se, ne vem, v osnovnih šolah umesti predavanje o medgeneracijskem sožitju. Karkoli. Naj bodo stvari, iz katerih naj bo ta smernica plod vsega tega, o čemer se boste pogovarjali in naj vam bodo vprašanja v pomoč pri tem. Tako da, če boste pa karkoli rabili, so pa midve z Jelko ves čas okrog, pa ves čas na voljo, tako da vprašajte, pa vam bomo pomagali. Tako da zdaj pa še enkrat, skupina 1 gre zgor. Lahko vam še to povem. Sem mislila prije do vsega posebej, nič hudega. Se pravi, v vsaki skupini vas bomo prosili, da določite eno osebo, ki bo na koncu vaše ugotovitve predstavila. Torej, po 40 minutah oziroma pol ure se bomo dobili
tukaj spodaj vsi skupaj v takem krogu, da bomo se videli drug drugega, ker zdaj imamo tukaj mi dve z Jelko predavanje, pa se vi tudi med sabo ne vidite, pa je, verjamem, da je veliko bolj narodno vam govoriti. Tako da bomo naredili tak prijeten krog in bomo v bistvu podelili ugotovitve vsake skupine in skupaj predebatirali zapisane smernice, pa tudi ugotovljene izzive, težave in vse stvari. In zato bo zadolžen eden izmed članov skupine vsake, torej prosim vas, da ja v skupinah mogoče ne rabite v prvi minuti, lahko po 20 minutah ugotovite, kdo bi bil najbolj primeren za podajanje potem zaključkov vsebine oziroma tega, kar boste počeli v skupinah. Kje ćemo začeti? Na levi in na desni? 1, 2, 3. Pa dajmo tamle pri cvetki. Mi smo dvojka. Vseeno. Na sredini. Jaz bi predstavila prvi naš problem, kmetije, ne? In sicer je sledeč. Robert je naslednik kmetije, a je lastnik in nosilec še vedno oče. Z ženo imata leto dni starega sinka. Starši ne sprejmejo Robertove žene, ker ni iz kmečkega okolja, kljub temu, da se trudi in opravlja vsa kmečka opravila res dobro. Razlikuje se tudi vizija kmetije, saj bi se Robert rad bolj tržno usmeril, oče je do tega zadržan in ne dovoli sprememb. Začeli so se krhati njihovi odnosi in razmišljajo o selitvi in o opustitvi kmetijske dejavnosti. In spodaj še pogosto pride do nesprejemanja prišlekov na kmetijo, če ne prihajajo iz kmečkega okolja. Pomanjkanje komunikacije je pogost razlog za nesložnost in zavira razvoj kmetije. Glede na to težavo smo mi v naši skupini ugotovili, kaj je glavna težava oziroma izziv na tej kmetiji. Največji izziv je, da starši ne sprejemajo sinove žene, se pravi prišleka. Prav tako starši ne sprejemajo nove kmetije, kar je pa še več, da tudi ne dovolijo sprememb. In posledično pride do tretje težave oziroma izziva, krhanje odnosov, razmišljanje o odhodu mladih in o opustitvi kmetijske dejavnosti. Se pravi, tretja težava, ki je posledica prvih dveh težav. Zakaj je prišlo do take situacije? Se pravi, do situacije je jasno, da je prišlo zaradi nesprejemanja sinove žene, zaradi nesprejemanja nove vizije kmetije in posledično tudi zaviranja sprememb. Mladi se odločajo za odhod, v glavnem zaradi posledic,
krhanja odnosov, ker ne vidijo izhoda, da bi skupaj živeli s starši in je stanje postalo najbrž nevzdržno. Zdaj je pa naslednje vprašanje, kaj lahko posameznik naredi, da pride do rešitve, kje so ovire. Se pravi, predvsem starši morajo tukaj veliko narediti. Starši ne smejo se morajo začeti zavedati posledic odselitve mladih in spoštovati ter sprejeti sinovo ženo, sprejeti tudi novo vizijo kmetije in vzpostaviti boljšo komunikacijo ter prenesti kmetijo na sina in prepustiti odločanje sinu o usodi kmetije. To je res težka odločitev za starše, seveda pa morajo mladi skupaj s starši narediti pogodbo o preživljanju, se pravi, da prevzemniki poskrbijo za starše, da bo lepo poskrbljeno za njih in bodo preskrbljeni. Zdaj je pa četrto vprašanje, kaj bi bilo potrebno spremeniti sistemsko, zakonodajno, lokalno, družbeno, nacionalno, socialno, da bo podporno okolje bolj stimulativno za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Zdaj mi smo razmišljali o tej situaciji in tudi o podobnih situacijah, ki se dogajajo na kmetijah. Na KGZS okrepljena pravna služba za svetovanje prenosnikom in prevzemnikom kmetij, da jim pomagajo pripraviti tudi pogodbe, da jih mogoče tudi kakšne delavnice, da jih seznanijo z zahtevami, pogoji, načini prenosa kmetij od prenosnikov na prevzemnike. Se pravi, potem pa tudi zelo dober psiholog za reševanje in blažitev težav pri komunikaciji med generacijami. Se pravi, to bi bil praktično tudi mediator. Mogoče bi bilo dobro eden krovno, pa tudi več teh še mediatorjev, svetovalcev na posameznih ali zavodih, ali mislim, da bi bilo še najbolj na zavodih, ne? Svetovalci, ki bi bili usposobljeni tudi za to področje. Potem v medijih bi bile potrebne tematike o težavah pri medgeneracijskem sožitju, osebne zgodbe, tudi pri kmetijskih oddajah. Naprimer, različne kmetijske oddaje so v glavnem o tehnologijah, tako kmetijske kot dopolnilne dejavnosti, zelo malo pa se govori o problematiki medgeneracijskih odnosov. Potem bi bile zelo dobrodošle, dobro pripravljene delavnice, katere bi vodili strokovnjaki, psihologi. Pri nas smo imeli na zavodu ravno pred 2-3 tednoma zelo kvalitetno delavnico. Vodil jo je zelo usposobljen psiholog,
in bilo je res, mislim, nas je dejansko dvignil, vsi smo sodelovali na delavnici in veliko koristnih informacij odnesli z te delavnice. Sicer govorilo se je v odnosu in komunikaciji med sodelavci na zavodu, vendar enako bi se dalo narediti tudi za kmetije, se pravi o samih medgeneracijskih odnosih na kmetijah. Pri prevzemih kmetij bi bila obvezna tematika za potencialne prenosnike in prevzemnike kmetij tudi tematika o se pravi medgeneracijskem sožitju, o uspešni komunikaciji in o rešitvah težav. Seveda vse te dejavnosti, ukrepe bi izvedli v medsebojnem sodelovanju tako Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije skupaj s kmetijsko-gozdarskimi zavodi in pa seveda z vsemi nevladnimi organizacijami, Zvezo podeželske mladine Slovenije, Zvezo kmetic Slovenije ter ostalimi zvezami društev in društvi. Z vsemi, ki bi se bili pripravljeni vključiti v to tematiko in lahko pripomorejo k kvaliteti tega programa. Hvala celotni skupini in seveda Cvetki, ki je podala tako izčrpno poročilo. Mislim, da ste res razmišljali, ne? Zdaj bi pa prosila Ano. Mogoče prej še vprašamo, če ima kdo kakršnokoli pripombo zdaj na slišano, ker zdaj smo prišli do ene stvari, pa smo povedali. Pa mogoče pol... Mogoče se pa ponavljajo stvari, kaj pa vemo. Ne, če ne, pa bomo se potem na koncu vrnili še na naše zaključke, pa zdaj ja predajam besedo Ani. Jaz sem pa sodelovala s krasnimi gospemi in mi smo bile skupina 3. In vam bom najprej prebrala našo težavo, našo zgodbo. Ženo sva pred leti predala kmetijo sinu. Čez nekaj let se je sin ženo razšel, sam pa se je vdal alkoholu. Kmetija je pričela propadati, sin ne želi strokovne pomoči, žena se je spomladi poškodovala in potrebuje polno oskrbo. Sam je ne zmorem več negovati. Denarja za dom starostnikov zaradi nizke pokojnine nima. Sin je v dolgovih in prav tako ne more prispevati za dom. Soočam se s hudo stisko, se pred mojimi očmi propada moje življenjsko delo, najbolj pa trpijo ljudje, ki jih imam rad, hkrati pa ne morem poskrbeti za njih. To je bila zgodba, iz katere smo mi izhajali. Zdaj mi smo, kot boste videli, ene stvari skupaj združile, upam, da je tako v redu, predvsem tiste zadnje vprašanje smo pravzaprav vse naš tok misli in razmišljanja nas je vodil k temu, da smo to vse skupaj zaobjele. Prva težava, ki smo jo identificirali oziroma izziv, je bil gotovo alkoholizem. Druga težava, finančni vidik, dolgovi po eni strani, po drugi strani težave, ki jih prinaša dom za starejše, namestitev, cene, ki rastejo, dostopnost postelj, kot vemo, je to zelo velik problem. In posebno smo identificirali nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno, in to je, da še vedno ženske na podeželju živijo brez urejenega zavarovanja, kar jim ne prinaša pokojnine in jim s tem dejansko še otežuje to, da bi lahko kljub temu, da imajo takšno hudo in trajno poškodbo, kar je bilo tudi eden izmed izzivov, ki je bil identificiran in to še vedno ne omogoča tega, da bi lahko potem za njih ustrezno zdravstveno poskrbeli. Potem smo identificirali še, da gre res za eno brezizhodnost za vse tri, še posebno za to žensko, ki je poškodovana. Ena izmed udeleženkov v moji skupini je tako lepo rekla, ko ženske niso trije stebri porušeni in potem smo razmišljali,
kaj bi pa pravzaprav bilo, če bi ta gospa lahko, ta, ki je starejša, se pozdravila, a bi to kaj vplivalo na odnose, ki so očitno vsi porušeni. In po drugi strani smo razmišljali tudi o tem, kaj pa je s to partnerko tega mladega prevzemnika, ki mu ni uspelo kmetije prevzeti, kako bi pa, če bi se ona mogoče bolje ali pa lažje razumela, če bi to kaj izboljšali njihovo skrb za drugega, ki je res zelo pomanjkljiva v tej družini. Se pravi, pod črto, gotovo so imeli zelo slabe temelje za odnose znotraj te primarne družine in vse je to eskaliralo v teh res hudih težavah. Potem pa mislim, da je naslednji, zakaj je prišlo do takšne situacije. Ja. Kot sem že omenila, razmišljali smo o vprašanju sinove partnerke in tudi o širših odnosih, ki se stkejo o prevzemu kmetije. Zakaj je prišlo do ločitve med njima, zakaj je prišlo do alkoholizma, tega ne vemo, ampak smo o tem razmišljali, tudi podelili smo se nekaj zgodb in smo ugotovili, da je vse to res zelo velik in pereč problem. Opazili smo tudi eno zelo splošno nezmožnost reševanja sporov na nek učinkovit način. Se pravi, očitno je šlo za res veliko pomanjkanje komunikacije, ki pa ni enakovredna. Če želimo, da se spori rešujejo, konflikti so nekaj, kar je čisto vsakdanjega, vsi, ki imamo odnose z drugimi, smo udeleženi v konfliktih, ampak če ne pride do enakovrednega komuniciranja, seveda je na drugi strani nasilje in enakovredna komunikacija ne pomeni, da nam nekdo pove, tako bo, ampak da nas posluša in da sprejema tudi naše mnenje. Kot je ena med udeleženk dejala, je potrebno seveda sprejemanje in dajanje kritik in pohval. Obojega se moramo naučiti, zato da so lahko naši odnosi zdravi. Spet smo prišli do tega, da očitno ni bilo možnosti za ureditev ženinega zavarovanja, torej zavarovanja te starejše ženske, ki je zdaj ima težave s trajno poškodbo, kljub temu, da je ona celo življenje delala in garala za to kmetijo in za to gospodinjstvo in zdaj v tej situaciji pravzaprav je deležna nekega sistemskega nespoštovanja, kar je res zelo velik problem. Potem pa smo podelili še nekaj drugih zgodb o tem, kako so še vedno pogosto ženske odvisne od moških, kadar nimajo lastnega dohodka in kako je to včasih, mislim, da ste vi, Antonija, dejala, ko so še lahko prodajale mleko, pa take stvari na bolj enostaven način, so vsaj imele neko avtonomijo pri tem, da so lahko vsaj en delež denarja porabile tako svojega imena in so ga porabile tako, kot so si želeli, zdaj pa je to žal težje. No, zdaj pa pridemo do tega, da smo malo spremenili pravila te igre in zdaj vse, o čemer bom zdaj govorila, pravzaprav mislim, da sodi in kot pod ukrepe, pod smernice in pod to, kar bi bilo potrebno spremeniti. To smo mi vse zaobjele v enem odgovoru. Gotovo bi bilo potrebno več izobraževanj, osveščanj in mogoče tudi podobnih delavnic, kot je takšna, pa v kakšni drugi sestavi še mogoče nameniti temi problematike alkoholizma in vseh odvisnosti. To bi bilo nekaj, kar se nam zdi zelo pomembno. Več izobraževanj na to temo, več pomena že vzgoj dajati spoštljivemu komuniciranju in sploh ideji o tem, da moramo enakovredno spoštovati vse, ki so udeleženi na naši kmetiji, v naših odnosih, v naših družinah, v partnerstvih in tako naprej. Bolj razmišljati o tem, kako ravnamo s stisko vsi občutimo, ampak kako potem z njo upravljamo, kako z njo upravljamo na nek zdrav način, da nas stiska ne pahne v alkoholizem ali pa v kakšne druge odvisnosti. Gotovo, kot sem že večkrat rekla, je potrebno urediti pokojnino oziroma zavarovanje za vse, ki delajo, torej tudi za ženske. Dostopnost domov za starejše oziroma vsaj ureditev dnevnih centrov na vaseh, ki bodo brezplačni in na primeren način dostopni. Urediti brezplačne telefonske številke za starejše, ki so v stiski, podobno kot je recimo telefonska številka Tom telefona, sigurno vsi poznate, nekaj takega napraviti na nek primeren in vabljiv način za starejše, ki recimo živijo na podeželju. Pa omogočiti na sistemskem nivoju, malce smo se pogovarjali, da bi to lahko mogoče počeli centri za socialno delo, da bi se organizirali obiski
Torej različnih oseb, zaposlenih moških in žensk, ki bi obiskovali starejši. Starejši se soočajo tudi z osamljenostjo in tudi to so ene izmed takih stvari, ki bi jih lahko rešili, predno pride do nekih hujših težav v družini, ki jih je potem zaradi vsega, o čemer zdaj govorim, še težje reševati. Zelo pomembno smo izpostavili nekaj, česar ni bilo direktno naslovljenega v naši zgodbi, ampak dotaknili smo se tudi problematike nasilja na podeželju. In tukaj smo ugotovili, da varnih hiš na podeželju pravzaprav ni. To je nekaj, o čemer bi bilo treba govoriti in pristojne na to opozoriti, se pravi, kam se sploh lahko umaknemo, ukolikor premagamo vso to stigmo, pa se odločimo, da iz nasilja izstopimo, ker kot smo se pogovarjali, pa je nasilje nekaj, kar še vedno precej vztraja med nami, seveda tudi v mestih, ampak v mestih je dostopnost do virov pomoči nedvomno lažja kot na podeželju. In pa pod črto druženje in pogovor, nekaj takega, kar smo počeli danes, je gotovo nekaj, kar nam da boljše temelje za zadovoljne in za zdrave odnose, zato sem zelo vesela, da sem bila v skupini 3 in da sem danes z vami vsemi. Lepo, hvala celi skupini 3 in Ani za izčrpno poročilo. Je na to temo mogoče kakšen? Te pomoči so plačljive. Pa da slišimo še Matej, besedo. Jaz pa vam predstavim še naš primer. Na kmetiji smo 3 otroci, najstarejši se je že odselil, z mlajšim bratom pa sva še doma. Brat nima interesa po prevzemu kmetije, ima dobro službo v Ljubljani, a se starši nagibajo, da jo predajo njemu, kljub temu, da sama več pomagam in imam razdelano vizijo, kam želim kmetijo pripeljati. Želijo namreč, da se družinsko ime nadaljuje, saj ima kmetija večstoletno tradicijo, pa se ime ni spremenilo. Me smo tako direkt opredelili, kaj je težava v tem primeru, smo jo naslovili na starše, da je njihova miselnost, da mora biti prevzemnik sin, da je to en tak star vzorec razmišljanja, da prihaja do nezaupanja do otrok in da ni pogovora, dobre komunikacije, ki bi to dilemo razrešila ali pa vsaj reševala. Prav tako vidimo hiter prenos kmetije, kot iz danes na jutri prevzem obveznosti brez nekega, ne vem, malo daljšega, da ne rečemo, da to mora trajati, ne vem, 30 let, ampak vseeno, iz danes na jutri prenos kmetije pa lahko vsem prinese težave, več težav kot koristi. Zakaj je prišlo do takšne situacije? Lahko rečemo, ker starejši tako razmišljajo, se pravi kot neka tradicija, kot nekaj, kar smo recimo podedovali. Mogoče tudi, ker si ne vzamemo časa za pogovor, recimo na kmetiji je veliko dela in se pogovarja bolj o tem, kaj se naredi, namesto o tem, kaj kdo želi, kaj si kdo misli. Prav tako pa se lahko, je problem, da se ne vključuje otrok v kmetijsko okolje, kar ti lahko pa privede takšne situacije, kot recimo ali to, da otroci ne želijo prevzeti kmetije, ali pa da potem niti starši ne, kot smo že prvo rekli, da ne zaupajo in potem tudi oni niti ne vejo, česa so sposobni. Kar lahko posameznik naredi, da pride do rešitve. Se pravi, tukaj vidimo predvsem pomen notranje družine, sorojenci, se pravi brat bi moral najverjetneje, predvidevamo, da tega še ni naredil, da bi moral jasno izraziti svoje mnenje oziroma svojo namero, da ne želi, da bi podprl sestrin prevzem, da bi znotraj družine se zavedali pomena pogovora in razjasnili svoje mišljenje, bolj kot okolice, ker okolico lahko v tem
Lahko v takih primerih vidimo tudi kot oviro, ker je težko razsodna. Sploh ljudje v bližini smo se pogovarjali o tem, da imamo lahko zadržke do tega, no, da je pogosto lahko kdo pametni, v bistvu pa so znotraj družine drugačni odnosi. Kaj bi bilo potrebno spremeniti? V bistvu najključno se nam zdi, da se dela na komunikaciji, da se čim več pogovarja, da se izraža svoje mnenje, da se na tak način potem več stvari da rešiti. Imamo pa tudi en tak za mene zanimiv predlog, da recimo, ko gre kmet v pokoj, v penzijo, bi bilo potrebno pač nekaj ukreniti na tem, da on mora sam pač že določiti, komu in kako bo kmetijo predal, se pravi, da ne ostane tega zavlačevanja, da se to na nek način pohitri, na nek način pa tudi dogovori med živimi, ne pa potem ob smrti. In kakšni so naši ukrepi, smernice? Se pravi, maksimalno bi bilo potrebno podpirati komunikacijo znotraj družine, v vsakem primeru pa tudi približati strokovno pomoč in zelo pametno se nam je zdelo, da se taka predavanja v take tematike vključuje tudi med druge teme, ker je res, da si zgolj za to temo težko vzamemo čas, recimo med strokovnimi predavanji pa vključiti kakšne take vložke noter, se nam pač socialne tematike, se nam zdi pa to zelo pozitivno. Hvala tudi skupini 1. Zdaj pa imamo čas za debato, ker smo jo prej začeli, pa sem vas jaz prijazno prekinila. Mogoče bi vas povabila k temu, da zdaj dorečemo ene tiste 3 glavne smernice oziroma vas jaz spodbudim k nekemu nadaljnjemu razmišljanju. Namreč, v večini ste izpostavili, da želite več izobraževanj, več delavnic, več takšnih srečanj. Zdaj pa vprašanje, na kakšen način oziroma kdo mora biti tisti, ki jih bo zagotovil, pa na kakšen način naj vas mi, če bomo organizirali te stvari, povabimo oziroma na kakšen način prepričati ljudi, da se udeležijo takih delavnic, torej, da pridejo na takšna srečanja. Tudi danes vemo, da večina, ki je prišla, smo vas mogli poklicati po telefonu, v roko na srce, pa če bi verjetno vsi točno vedeli, o čem se pogovarjali, tudi najbrž ne bi vsi prišli v resnici, ampak zdaj vidimo, da je to ena taka tematika, ker vsi imamo ogromno stvari za povedati, in nam je v bistvu zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo. Se pravi, na kakšen način zdaj spodbuditi, oziroma na kakšen način, oziroma koga zadolžiti, da bo zadolžen za predajanje teh tematik. Če rečemo društvo, bi jaz rekla, da ne vem, kdo bo v društvu, ki se zelo na hitro menjajo. Jaz bi Hvala lepa, da ne bomo predolge, pa da res ne bo predolgo trajalo, da se ne bo komu preveč mudilo domov, pa da bo kdo pojedel te piškote, da jih ne bomo rabile same. Bi šla še na našo zadnjo točko, torej na evalvacijo. Gotovo imate še polno idej, kako pa kaj rešiti, vabljene, da te stvari zapišete ali pa poveste tudi po delavnici, kakorkoli. Zdaj pa imamo eno kratko anketo. PowerPoint smo zaprli, tako da imate danes prvič priložnost in edinkrat, da boste vse dobili anketo v fizični obliki. Pa vas bom prosila najprej, da mi izpolnite anketo. Zakaj anketo? Ker jo moramo imeti v bistvu za končno poročanje. Potem bom pa jaz po tleh razdelila ene sličice, pa vas prosim, da izberete eno izmed slikic, ki vam bo v bistvu v pomoč, zato da boste vi oblikovali neke svoje zaključke oziroma zaključne misle po tej današnji delavnici. Tako da zdaj pa vam najprej podelimo kemike pa liste, ko bom pa razložila slikce, pa vam bo jasno, kako pa kaj, oziroma vam bom povedala. Lahko. Kemike? Čak tamle. Mami.
tle zadnje je rdeča škatla. Je. Lepo Ful prosim. velika. Torej, kdor je že, si na tleh najde eno slikico, ki mu je v pomoč oziroma mu je inspiracija za njegove zaključne misli. Imamo vsi slikico? Aha, no, kemike bomo pobrali. Sicer pa, odlično. Še Cvetka, še vi si zberete eno slikico. Mi bomo pa kar začele. A se katera čuti nagovorjeno, da začne prva? Če ne, se čutim jaz. Veliko prostora za razmislek sem dala. Da vam bom navdih, upam, da. Jaz sem si izbrala Kraljeviča. Mogoče je to zelo pomembna stvar, ki vam je nisem povedala na začetku. Vse, kar smo se danes pogovarjali, velja enakovredno za oba spola. Če smo na začetku govorili o prevzemniku, je tudi pomembno, da je čisto na enakem mestu oziroma v enakovrednem položaju prevzemnica na kmetiji oziroma torej osebe v ženskem spolu. Tako da tudi, ko je ta stric tukaj gor, se počutim jaz, čeprav je stric sem tudi jaz, tako da mogoče ena ta prispodoba. In pa nekako nastopa, kakorkoli, pa okrog njega, ne vem, če vidite, je veliko bleščic. Tako da jaz sem danes po prvi delavnici v enih bleščicah, takih prvih, ker smo oziroma uspešno zaključujemo našo prvo delavnico in sem res vesela, da smo jo izpeljali, mislim, da več nad povprečjem oziroma veliko boljš, kot smo si mislili, da jo bomo. Tako da jaz sem v pričakovanjih vseh naslednjih delavnic in vseh zaključkov celotnega projekta Terra. In zdaj vam predajam besedo. Evo, naprej. Pa lahko gremo mogoče kar v krogu? Ok, izvoli, Mateja. Hvala lepa. Krasne zaključne misli. Mislim, da ne morem ene izpostaviti, ker so bile res krasne, vsaka po svoje res posebna oziroma izjemna s svojim sporočilom. Konec smo, oziroma skoraj čist na koncu. Zapravičujem, 15 minut poznaj, ampak mislim, da je bilo vredno. Imam pa še eno pomembno obvestilo, navodilo, kakorkoli. Mi dve z Jelko imava posebno nalogo. Namreč najina naloga ni bila le to, da danes izvedeva delavnico, ampak je v bistvu mentoriranje oziroma spremljanje tudi naših udeležencev delavnice. Torej, najina naloga je, da po koncu delavnice oziroma po koncu te delavnice, kakorkoli, poskrbiva, da se z nekom dobiva oziroma lahko z večimi, lahko z vsemi in preverva, kako daleč so šli te vaši golobi, ko smo prej tam slišali. Torej, kakšni so bili te vaši nadaljni koraki oziroma če se je karkoli pri vas spremenilo, torej najina naloga je, da smo vam vsem na voljo pri kakršnih koli problemih oziroma vprašanjih, ki so se vam porodile tekom mogoče te delavnice. Mogoče se vam bodo porodili tekom prihodnega tedna, ko boste doma razmišljali o vseh teh vsebinah. Torej, veseli bova, če pridete do naju, oziroma če ne, sva si po moje midve ugledale par potencialnih, bom rekla, žrtev, ki niso žrtve, ki jim po moje zelo fajn, ker jih bomo potem cukale za rokav pa spraševale doma, če ste se pogovorili o tem, oziroma kakšni so bili vaši koraki naprej. Tako da ste lepo povabljene, da z nami oziroma z nama delite te vaše izkušnje, ki jih boste naredili mogoče v naslednjem tednu ali pa čez 14 dni, da se ne bova rabile mi dve sami na silo nekoga zbirati in bova res veseli, pa ne samo mi dve, tudi vsi ostali, ki pripravljajo vsebine, da dobimo od vas povratne informacije.
tako da bodo na voljo tudi vse naše kontaktne, vsi naši kontaktni podatki, no, pa tudi vas naprošamo, če se čutite nagovorjene zdaj, oziroma če se vam zdi, da lahko po delavnici, oziroma da ste pripravljene vaše mnenje podati po delavnici, pustite kontakte zdaj, nam pa vas bomo tudi mi pocukali za rokav, ker je to ena tista obveznost, ki jo moramo v resnici obkljukati, pa jaz mislim, da tudi ne bo tista obveznost, ki jo moramo obkljukati na koncu, ampak bo tista obveznost, ki bomo še z večjim veseljem naredile in videle, kaj sploh je zares ta delavnica danes prinesla, oziroma kakšne korake, oziroma ja, kakšne cilje bomo dosegli. To je to.